njegovega prehodite in vložite v veliko skrinjo. Ki je dan težko pričakovan, od katerega je odvisna naša usoda in usoda naše države. Danes, 23. decembra 1990, je dan, ki bo zapisan v slovensko zgodovino. Odločamo se, ali se bomo odcepili od Jugoslavije in postali samostojna in neodvisna država. Nahajam se na Toplici pri Kamniku, kjer tako kot drugod po slovenskih krajih poteka plebiscit. Jaz osebno sem že oddal glas, upam, da ste ga še tudi vi, vendar še ni prepozno. Volitve bodo potekale do 19. ure zvečer. Kot lahko vidite, se v ozadju ves čas nekaj dogaja. Ves čas prihajajo in odhajajo volivci. Slišali pa smo, lahko tudi našo himno, 7. kitico Prešernove Zdravnice, ki jo je v septembra torej leta 1989 sprejela slovenska skupščina. Jaz pa grem sedaj kar vprašati komisijo, kakšno je sedanje stanje. Dobar dan. S kakšnimi občutki ste pričeli današnje volitve? Konec koncev, to niso čisto navadne. Res je, niso čisto navadne volitve. Danes nisem slišali slavnostni občutki, slavnostni, ker je končno napočita dan, ki je za nas tako zelo pomemben. Trenutno plebiscit traja šele 3 ure. Se vam zdi to velika? Trenutno je udeležba celo nad pričakovanji. Upamo, da bo takšna tudi tekom dneva. Na lističih je jasno zastavljeno vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Kaj menite? Ali večina ljudi glasuje za ali proti? Volitve so seveda tajne, zato ne moramo vedeti, zakaj glasujejo ljudje, vendar upamo, da so se vsi odločili za da. Vsi upamo, da bo naša država vodila pot, kamor hočejo naša srca.
in niso vedeli, kako se bo vezalo. Na srečo je še pred plebiscitom sodeloval general Rudolf Meister in svojo vojsko osvobodil Maribor in preostali del Štajerske, da bi izgubili rezultate. Sicer pa najbolje, da preberete pismo njem, saj meni, da si je tudi on prizadeval podobno mi danes. Rudolf Meister Vojana. Iz našega kraja bil je doma, pa gotovo marsikdo ne ve tega. Ne vedo niti, da je tudi pesnik bil, poleg tega, da se za domovino je boril. Bil je precej pogumen vojak, odločen, vsak bil njegov korak. Nanj zelo ponosni smo Kamničani vsi, zato njegovo rojstno hišo muzej krasi. Njegov pogum so vojsko pazili in hitro mu naziv visoki podelili. Postal je precej pomemben general, prsi mu krasilo mnogo je medalj. Prostega časa verjetno ni dosti imel, vseeno večkrat knjigo je v roke vzel. Lepe pesmi je pisal, še več pa bral, tudi pesniški zbirki 2 je izdal. Za naslov prve ni imel prave domišljije, za kot Prešeren jo je poimenoval poezije. Druga pa se imenuje Kitica mojih, v njej odgovori, kako bilo v boju. Če kdaj v Kamnik boste prišli, v Meister muzej ste vabljeni vsi. Saj Rudolf Meister Vojana je ponos vseh naših krajanov. Hvala, Maja. Jaz verjamem, da se danes vsi v duhu Rudolfa Meistera borimo za domovino in glasujemo za. Skupnimi močmi lahko dokažemo, da se zgodovina ne ponavlja. Ena izmed tistih, ki je popolnoma predana domovini Sloveniji, je zagotovo gospa Marija. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Slišal sem, da ste komisiji povedali, da že nekaj časa ne živite več tukaj, vendar v Nemčiji in da ste se vrnili le zaradi plebiscita. Tako je, že nekaj let živim v Nemčiji. Iz Slovenije sem šla, ker tukaj ni bilo dela, vendar Slovenija je in bo vedno moja domovina. Slovenci, ki živimo v Nemčiji, smo se zorganizirali in danes prišli v Slovenijo z avtobusom. Takoj po volitvah pa gremo spet nazaj. Vprašanje, za koga ste volili, je popolnoma odveč. Seveda sem volila za osamosvojitev, tako kot tudi vsi ostali, ki so danes prišli sem. Hvala vam in srečno pot nazaj. Hvala. Dragi gledalci, napetost na volišču narašča. Do 7 ure nas loči le še nekaj minut. Poleg zdomcev, ki so prišli na volišča iz Nemčije in drugih držav, niso glasovali le slovenski zamejci, temveč tudi italijanska in madžarska narodna skupnost. Od Slovencev iz Argentine in drugih držav po svetu pa smo prejeli na tisoče podpisov, s katerimi so simbolično pokazali naklonjenost plebiscitu. Noro, take enotnosti v Sloveniji si že dolgo nismo videli. Medtem ko komisija prešteva lističe z vašimi odgovori, pa pristopimo pesmi, ki je namenjena vsem Slovencem, ne glede na to, kje živijo.